Sinoči je osrednja slovesnost ob 60-letnici zgodovinskega arhiva Celje. Celjski osnovnošolci letos zbrali 603 tone papirja. Z dobrodelno modno revijo do denarja za brezplačne počitnice. Celjski nogometaši začeli priprave na novo državno prvenstvo. Lepo pozdravljeni, spremljate dogodke dneva na televiziji Celje. Na predvečer Mednarodnega arhivskega dne, ki ga danes praznujejo vsi arhivi po svetu, so v Zgodovinskem arhivu Celje obeležili 60-letnico delovanja. Sinočnja osrednja proslava je potekala pod častnim pokroviteljstvom predsednika države Boruta Pahorja. Zgodovinski arhiv Celje letos beleži 60 let ustanovitve. Prireditveni prostor osrednje proslave je bil pred stavbo Zgodovinskega arhiva, kjer so bili obiskovalci kot naključno urejajoča se množica dokumentarnega gradiva. Sam režijski koncept, vse v smislu tega, kar smo v bistvu načrtovali, je bilo pač na nek način ravno tudi vsebinsko, gledano tako, da izhajamo tudi iz nekega področja, mogoče nekega kaosa, neurejenosti. To je bilo tudi nek namen, te predstave in potem pokazati, kako z nekim angažmajem, skozi umetniške neke reference, skozi te interpretacije giba, zvoka, pokazati neko urejenost, tako da ta kaos, ki je bil pred prireditvijo, malce smo mogli zamakniti začetek zaradi dežja, ampak je na koncu se mislim, da tudi kljub temu, da večina stvari pravzaprav ni bilo izvedeno, ampak se kljub vsemu, so bili odzivi odlični in nam je pač zato tudi nam pač v veselje in ponos, pravzaprav, da tudi mi neke stvari lahko podarimo ljudem, s katerimi sodelujemo. Prizorišče dogodka je predstavljalo nekakšno umeščenost med Stari grad, mogočni simbol celjske zgodovine in železniško progo, ki je v zgodovini predstavljala simbol modernizacije mesta. V okviru tega jubileja so v Zgodovinskem arhivu gostili tudi goste iz tujine iz partnerskih arhivov. Ker mi smo imeli tukaj v Celju skoraj 20 recimo gostov iz tujine, iz partnerskih arhivov in za njih smo tudi v sodelovanju s celjskimi kulturnimi institucijami in tem trenutku se jim lahko pravzaprav tudi zahvalimo, ker so nam s temi brezplačnimi vodstvi, ogledi zadev, za te goste pripravili, na nek način smo jim program dali, da čim bolj prepoznajo raznolikost, bogatstvo, pač po eni strani dediščine in te prezentacije. Na proslavi ni manjkalo niti zlivanje melodija in plesa. Predstavo sta začinili skupini Destroj in Plesni forum Celje. Tudi po eni strani kot nek, bom rekel, spet nekem režijskem oziroma v tem smislu prikazovanja, ker smo hoteli s to neko referenco zadeve izpostaviti, je bil, bom rekel, kar futuristično, retrofuturistični kolektiv, recimo Destroj, ki se lepo recimo vklapa v ta koncept zbiranja podatkov, v tem smislu, kako oni zadeve skozi te njihove tolkalske interpretacije postavljajo. Ob tem nam je pa res v veselje, da smo tudi povabili k sodelovanju zraven še Plesni forum Celje, ki je pravzaprav tudi en od simbolov na nek način tega sodelovanja, ki ga izpostavljamo čez celo leto, ker z njimi tudi že dolgo let sodelujemo. Gre za eno institucijo, ki tudi letos praznuje 40 let in nam je bilo res v bistvu veselje oboje stransko. Čeprav sam rojstni datum ustanovitve arhiva prihaja šele proti koncu leta, so ga v Zgodovinskem arhivu praznovali že prej. V govoru, ki ga zaradi slabega vremena žal ni mogel prebrati, je direktor dr. Borut Batagel zapisal, da s tem v arhivu enkrat za spremembo prehitevajo čas. Tudi v tem šolskem letu je na osnovnih šolah v regiji potekala tradicionalna akcija zbiranja odpadnega papirja. Učenci so ga skupaj zbrali 603 tone, kar je 56 ton več kot v preteklem šolskem letu. Danes so v Celjskem narodnem domu najboljšim podelili nagrade. V akciji zbiranja odpadnega papirja, ki jo vsako leto pripravi družba za ravnanje z odpadki Simbio, je v tem šolskem letu sodelovalo 22 osnovnih šol, 6 podružničnih osnovnih šol, 3 srednje šole in 5 vrtcev. Rekorda iz leta 2010, ko so učenci skupaj zbrali 713 ton odpadnega papirja, sicer niso presegli, a se količina v akciji zbranega papirja znova povečuje. Zato so v Simbiju z rezultati akcije zelo zadovoljni. 603 tone odpadnega papirja so izbrali dijaki, učenci, tako da smo na Simbiju izredno zadovoljni.
Če pogledamo skupne številke vsega odpadnega papirja, ki se ga zbere v bistvu v tej celjski regiji oziroma v tem delu, kjer Simbio opravlja gospodarsko javno službo tudi zbiranja odpadkov v teh 12 občinah, nam mladi zberejo kar slabo četrtino odpadnega papirja in seveda s tem tudi pomagajo naši naravi. Če preračunamo, 10 000 dreves je ohranjenih zaradi tega. Najboljše šole so tudi letos povabili na zaključno prireditev, na kateri so podelili denarne nagrade in za učence pripravili zabavni program. Pa če želimo vsem odpričarati zajčka, bomo drugače. Kaj je? Premika se. Ne smeš se premikati. Čisto pri miru bo. Akcija ima dolgo tradicijo, saj poteka že od ustanovitve celjskih javnih podjetij pred 20 leti. Zdaj že skoraj 20 let, ena velika tradicija. Je Celje eno izmed prvih mest, ki se je šlo te akcije. Učenci, dijaki pa seveda lahko ta denar, ki ga dobijo seveda ob pridnem zbiranju odpadnega papirja, uporabijo potem za svoje aktivnosti, kar pomeni, da grejo lahko skupaj za kak izlet, dajo v šolski sklad, pomagajo tistim, ki nimajo dovolj sredstev za, bom rekel, normalno udejstvovanje v šolskih dejavnostih. Tako da je v bistvu to ena dobra humanitarna dejavnost, predvsem pa se navajamo k temu, da se naučimo ločevati odpadke že na izvoru. Med osnovnimi šolami je tudi letos zmagala osnovna šola Hudinja s 307 kg zbranega papirja. Skupaj so zbrali kar četrtino vsega v akciji zbranega papirja. Na drugo mesto se je uvrstila osnovna šola Glazija, tretji so bili učenci iz osnovne šole Ljubečna. Učenci so že navajeni, od prvega razreda motiviramo starše, prosimo za pomoč, motivirani so pa zato, ker polovico zbrane vsote denarja gre za razred, polovica pa za pomoč učencem šibkejših, socialno šibkejših družin. Tako da gre v bistvu ves denar učencem. Za ekskurzije, tako da so imeli zastojne ekskurzije, so si plačali s tem denarjem. Tako da jih to motivira predvsem. Učenci smo star papir zbirali in ga peljali na Simbio, potem pa smo listke prinesli učiteljici, da je zabeležila, koliko papirja smo zbrali. Doma smo zbirali, pomagali so mi starši in sorodniki, pa tudi kdaj sem dala kakšni prijateljici kakšno kilo. Med podružničnimi osnovnimi šolami tudi letos ni bilo presenečenja na prvem mestu. Znova so ga osvojili učenci podružnične osnovne šole Socka, ki so na posameznika zbrali največ papirja med vsemi sodelujočimi šolami, kar 309 kg. Na drugem in tretjem mestu sta podružnični osnovni šoli iz Letuša in Kompol. Sodelujemo s krajem, to pomeni, da smo aktivirali babice, detke, vse prijatelje, vse znance, zato ker tokrat smo dosegli že tretjo zmago zapored in vsaka zmaga je nova motivacija za naše učence. Hkrati pa ste zbrali tudi največ papirja na posameznega učenca, to ni kar tako? Ne, ni kar tako, to pomeni 309 kg na učenca. Na naši podružnici nas je 41, tako da smo zelo med sabo res prijateljski, sodelujemo, kar nam seveda veliko pomeni. In to se tudi odraža v našem delu in pa med našimi odnosi, torej starši in z ostalimi krajani. V povprečju je vsak sodelujoči učenec zbral okoli 80 kg odpadnega papirja, na podružničnih šolah celo 125. Niso še tako daleč časi, ko smo zbirali sredstva kvečjemu za socialno ogrožene otroke na drugih kontinentih. Sedaj pa je potreba potem čedalje bolj prisotna tudi v naših krajih. Z dobrodelno modno revijo pri celjskem športnem centru Top Fit bodo skušali člani celjskega Lions kluba Mozaik okoli 30 otrokom omogočiti brezplačne enotedenske počitnice. V petek, 17. junija, bo na vrtu Top Fita tretja dobrodelna modna revija, ki se ji letos prvič pridružujejo članice Lions kluba Celje Mozaik. Idejna mati projekta je Kaja Topla, ki njegovo zasnovo širi v nove dimenzije, a s podobnim poslanstvom. Ideja je zrasla, da preko druženja naredimo en zabaven dogodek, hkrati pa ima humanitarno noto, kar se mi zdi danes zelo pomembno, ker vemo, da je vedno več ljudi, ki so v stiski, pa na glas tega ne povejo. Že osnovna ideja je, da naša revija ni klasična modna revija, prvič, ker gre za športno modno revijo,
z plesnimi vložki in pa letos bodo del tega dogodka tudi otroci s posebnimi potrebami iz Glazije, ki bodo sodelovali v plesni točki. Predvsem pa mislim, da je višnja na vrhu smetane Vid Valič, ki bo povezoval letošnji program. Piko na i pa bodo narisali še otroci iz gimnazije Center, glasbena skupina Šlagers, ki bodo poskrbeli tudi za glasbeni vložek. K sodelovanju je Toplakova pritegnila Lions Club, ki ga sestavljajo izključno članice. Mozaikovke so bile del modne revije že lani. Lansko leto so sredstva, ki so bila zbrana na tej modni reviji, namenili našem društvu. Mi smo s temi sredstvi poslali na morje 9 otrok iz družin s socialnimi potrebami. Letos smo si zastavili malo večji načrt. Šlo bo za otroke s posebnimi potrebami iz socialno ogroženih družin, eni drugi, nekaj iz Glazije, nekaj pa iz socialno ogroženih družin. Zbirali bomo dobrodelne prispevke tudi z donatorskimi podjetji, donatorskimi sredstvi, pa tudi s tistimi, kar bo tu zbrano na sami modni reviji. Počitniški teden ob morju želijo omogočiti 30 otrokom. To so tisti otroci, ki jim starši ne morejo plačati dodatnega tistega dela, ker njen osnovni del 90 € je zagotovljeno, ampak razlike do 400 € je ponavadi starši ne morejo plačati. Lani so na revijo pritegnili 200 obiskovalcev. Letos smo si začrtali, da jih dobimo 400, predvsem pa smo letos šli tudi eno stopničko više, kar se tiče medijev, saj želimo, da bi dogodek dobil odmevnost širom Slovenije, ne samo lokalno. Sodelovali bodo pa na samem dogodku tudi dijaki iz srednje gostinske šole, oziroma iz srednje šole za gostinstvo in turizem, tako da je organizacija oziroma sodelovanje pri tem dogodku je res ogromno ljudi, ki sestavlja ta mozaik, ki bo naredil dogodek 17.6. nepozaben. Nogometaši Celje so danes pričeli s pripravami na novo sezono. Do začetka novega državnega prvenstva bodo odigrali 7 pripravljalnih tekem. Med njimi bo zagotovo najodmevnejšega 30. junija, ko se bodo v areni Petrol pomerili s škotskim Celticom. Na tej tekmi se bo do aktivnega igranja poslovil dolgoletni vratar celjskega kluba Amel Mojčinović. Nedolgo nazaj so celjski nogometaši še odigrali tekmo finala pokalnega tekmovanja, ko so izgubili proti Mariboru, že se potijo na treningih za priprave na novo tekmovalno sezono. Dopusta je bilo torej zelo malo, le 2 tedna. Za mene je bilo dovolj, za igralce je bilo bolj malo, ampak verjamem, da so se dobro osvežili in da so vsi maksimalno pripravljeni za trdo delo, ki nas čaka zdaj do začetka prvenstva. Pretekla sezona je bila turbulentna, a mora hitro v pozabo. Zdaj vse misli usmerjajo celjski nogometaši v novo. V tej si želijo veliko več. Pretekla sezona se je dobro končala, odlično bi se končala, če bi še dobili ta pokal, ampak to je zdaj vse skupaj pozabljeno. Gremo v sezono z visokim ambicijam, jaz kot trener imam visoke, igralci imajo visoke in predvsem, da bi uveljavili čim več mladih igralcev in da bi bila to mirna plavba, bi rekli, po prvi ligi, po drugi strani pa se ne odrečemo tudi borbe za Evrope. Igralski kader bo v primerjavi z ekipo v pretekli sezoni nekoliko spremenjen. Seveda bo spremenjen, tukaj je odhod Krajcera, Brlečiča, Pajača, zaenkrat drugih odhodov ni, Mujke postaja, Mojčinović postaja trener golmanov, tako da tukaj bomo tudi iskali eno rešitev za drugega golmana. Imamo tudi odličnega mladinskega golmana Jurhara, tako da še iščemo tega tretjega in da se bodo vsi trije enakovredno borili za mesto prvega golmana. Iščete morda, oziroma si vi kot trener želite kakšne ukrepitve? Seveda si želim, tukaj še bomo videli, kaj bo s kapetanom Vrhovcu, z Miškiču, kakšni še bo odhodi, ampak seveda, da si želimo 4 zelo dobre ukrepitve, kar tudi iščemo, tako da bi še nadgradili to ekipo iz prejšnje sezone. Celjsko moštvo bo med pripravami odigralo 8 prijateljskih srečanj. Za mene
prijateljske tekme sploh ne obstajajo. Meni, ko se začne priprave in ko se začnejo te tekme, to je prva prvenstvena tekma in za mene ni v mojem sistemu, v mojem delu ni prijateljskih tekem. Tekme so zelo težke, kvalitetni nasprotniki in tukaj bojo lahko res ti igralci pokazali vse, kar znajo in tisti, ko bo izplaval na površje, tisti, ko bo bil najboljši, bo tudi dobil prvenstvo priložnost. Časa za pripravo pa je verjetno dovolj. Pa seveda, da imamo 6-7 tednov časa, lahko se pauza je bila tudi mala, tako da igralci niso veliko izgubili in tukaj je dovolj časa in bomo ampak odlično pripravljeni do prve prvenstvene tekme. No, 30. junija bo v Celju gostoval škotski velikan Celtic. Na tej tekmi se bo poslovil od aktivnega igranja celjski vratar Amel Mojčinović. Jutri zjutraj in deloma dopoldne se bodo na vzhodu in jugu še pojavljale rahle padavine. Čez dan se bo delno zjasnilo, nastale bodo krajevne plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, najvišje dnevne od 22 do 26 stopinj Celzija. V soboto se bo spet pooblačilo, padavine se bodo dopoldne najprej začele pojavljati v zahodni in južni Sloveniji, popoldne pa bodo zajele večji del države. Vmes bodo tudi nevihte, zapihal bo jugozahodni veter. V nedeljo bo oblačno z občasnimi padavinami. Spremljali ste dogodke dneva na televiziji Celje. Najlepša hvala za vašo pozornost. Do prihodnjič pa lep pozdrav in srečno.